Sobota 9. november 2019. Deževno, povsem navadno sobotno dopoldne. Za nekatere, za tiste druge pa dan, ki ga ne bodo nikoli pozabili. Za novo ustanovljeno selekcijo nogometnega kluba Celje v 7 je bilo na sporedu prvo srečanje. Nasprotnik je bil štorovski Kovinar. Usoda je hotela, da je bil prvi nasprotnik klub, ki je tudi v knežje mesto in slovenski nogometni prostor serviral kopico odličnih nogometašev. Matjaž Štancar, Marko Križnik, Aleš Kačičnik, Oskar Drobne, Aleksander Šeliga in Simon Rožman so imena, ki so v Celju, Sloveniji in tudi zunaj naših meja pustila in še vedno puščajo svoj pečat. In ta ista usoda je hotela, da se proti Kovinarju na svoji prvi tekmi v svoji trenerski karieri pomeri trener naših malčkov Admir Filović, ki prihaja iz Štor in je tam preživel večino svoje igralske kariere. Še posebej nekako, bom rekel temu, čuden občutek. No. V določenih trenutkih nisem vedel, ali naj rečem Kovinar, ali naj rečem prijateljem, ali naj rečem nasprotnikom, tako da sigurno, no, tudi posebej ob tem dnevu mi je še dodatno veselje, no, da smo bili danes nasprotniki, pa obenem tudi prijatelji. Malčkom se je pred njihovo prvo tekmo v njihovih glavicah začelo dogajati že dan prej. Včeraj zvečer sem gledal dnevnik. Noč je nekako minila, prišlo je težko pričakovano jutro. Kako je pravzaprav izgledalo? Ja, jaz sem pa šel ležati na kavč, ko smo šli. Pa sem se malo spočil. Zajtrk pa gledal televizijo, zatem pa smo pa šli na tekmo. Prvi skupni trenutki v slačilnici, kjer so prejemali napotke svojega trenerja. Kaj jim je Admir tik pred prvim stikom z zelenico dejal pred odhodom na travnato površino? Motivacija mislim, da niti meni, niti njim ne manjka, tako da praktično nekih posebnih napotkov niti ni potrebno dajati. Skratka, rekel s njim pač naj se imajo fajn, naj uživajo, naj poskušajo čim več si podajati, pa predvsem, da so fair play do svojih nasprotnikov. Pač naj dajo vse od sebe, kolikor lahko v tem trenutku. Začelo se je zares, prvič iz sredine igrišča. V naši deželi lepšega ni, od mesta, ki po češki grafih slave. Goreče za fuzbal in bije srce. Cele, 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 cele. Nekateri fantje so kljub mladosti na zelenici že pokazali, da so nekaj nogometnega znanja s seboj na svet prinesli že ob rojstvu. Moja ati Sebastian Gobec pa je igral v Celju, pa v Belgiji. Pa v Belgiji je tudi igral, mi je gole devo. Moj ati je Matej Križan, pa je igral na Celju, pa v Štorah, pa v Laškem. Moj ati je ime Luka, piše se Zaloznik, pa tako hodi na rekreacije tle, na nogomet. Modro-rumena zastava vihraš, kadar se v Celju
festival igra. Naj pesem odmeva, naj sliši za vsak. Kdo šampion je, kdo je prvak? In še končni rezultat srečanja: Celje, Kovinar Štore. Obe tekmi, ena je bila 2-0, ena pa 4-3. Pri nam je bilo 10-2, mi smo izgubili. Na prvem igrišču je bilo 2-0, na drugem pa 4-3. Odlično, no, se pravi, za prvo priložnost, za njihov prvi stik, praktično za neko tekmo, več kot odlično. Mislim, da so bili vsi veseli, mislim, da so se vsi naigrali praktično. Normalno, nekatere stvari se še moramo naučiti, izpopolniti, da bo tudi mal rezultat temu bolj primeren, ampak v prvem planu v tem trenutku sigurno rezultat ni. Pomembno je, da so bili vsi veseli, da se ni nobeno njih nič naredilo. Skratka, kot sem rekel, več kot odlično. No. Hvala nogometnemu klubu Kovinarji Štor, staršem, dedkom, babicam in vsem, ki ste vašim in našim fantom dan naredili nepozaben in skupaj z njimi stopili na njihovo nogometno pot. Malčki, v vaših nogometnih karierah vam želimo vso zdravje, veselje in srečo tega sveta.